Gospod te bo varoval vsega hudega. Varoval bo tvoje življenje. Gospod bo varoval tvoje prihajanje in odhajanje, od zdaj do večnosti. Kakor je v davnini Biblija Pauperum na osnovi risanih motivov iz Biblije ljudem pripovedovala svetopisemske zgodbe, tako so bile risbe slikarjev iz naših begunskih taborišč, človeku odprtega srca in uma, Biblija za spoznavanje begunske zgodbe, ki jasneje kot besede in fotografije govorijo o življenju beguncev po odhodu v emigracijo. Slikarko Baro Remec pa je tragedija povojnega eksodusa pripeljala v daljno Argentino, kjer se je srečala s pravobitno kulturo indijancev in ta ostane do njene smrti lepota, ki ji je služila in jo vedno znova upodabljala. Ko je bila Bara stara 2 leti, je smrtno nevarno zbolela in so jo zdravniki komaj rešili. Bog je pač z njo imel posebne načrte.
Vse življenje je ostala na videz bolj krhka, vendar v resnici silno žilava in odporna, ter je do svojega zadnjega dneva ohranila telesno in duhovno mladost. Otroška leta je preživljala v domači hiši, v prijetnem vzdušju okrožja med ljubljanskim grajskim hribom in Golovcem, ki sta Bari in nam vsem ostala kot nekak totem v stalnem spominu. V nekem svojem Buenos Aireškem intervjuju je Bára Remec leta pozneje dejala, da je bila kot otroku najljubša zabava delati grobove, katerim je sama rezljala križe. V šolo sem rada hodila samo zaradi risanja, je dodala. V Lichtenturnskem zavodu sem imela v risanju prve uspehe. Zaradi njih so mi učiteljice pri drugih predmetih marsikaj spregledale. V poznejših letih sta ji bila profesorja Mirko Šubic in Saša Šantel, že prej pa se je zasebno učila risanja pri Henriki Šantel. Bila so leta, ona pravi, moja najsrečnejša leta, ko je risala tudi po 10 ur na dan. Čas je tekel, zlasti mati je bila vesela njenih risarskih zmožnosti. Oče, ravnatelj Bogomil Remec, jo je želel poslati študirati v Prago na višjo risarsko obrtno šolo, toda Bára si je želela na slikarsko akademijo. Tako se je tudi zgodilo. Za 4 leta je odšla v Zagreb na slikarsko akademijo. V tistih letih je bil na akademiji za rektorja Meštrovič. Učitelji so ji bili profesor Becič, impresionist francoske šole, mentor, ki se je najbolj približal Bárini duši, slikar profesor Mujadžič in profesor Vanka. V Ljubljani. Gre za leto 1939. Bárina prva razstava. V samem Jakopičevem paviljonu. Na otvoritvi prve razstave jo je pozdravil mojster Ivan Vavputič z naravnost preširnim zanosom. Slavil je njen energičen zamah in skoraj moško izraznost v barvah. Pred začetkom druge svetovne vojne je razstavljala tudi v Bukarešti. Ženske umetnice, tako imenovane male antante. Med vojno pa se je v veliki meri posvetila tudi ilustracijam knjig, ki jih je prevajal njen svak Tine Debeljak. Linorezi, lesorezi, kamnotiski, perorizbe in jetkanke so več kot enkrat zamenjali slikanje na platno. Izda tudi svojo prvo zbirko ekslibrisov. Kje bi si takrat mislila, da bo 50 let pozneje v begunstvu in 15.000 kilometrov domovine spet ustvarjala ekslibrise za svoje rojake po svetu, zlasti v Argentini. Pa pride leto 1945.
Konec druge svetovne vojne, v Sloveniji zmaga komunizma. Zmaga rdečih zmagovalcev, kako je pravila, in torej beg v tujino. Umik čez Ljubelj, avstrijski DP, Displaced Persons. Begunstvo, najprej na Koroškem, potem v Rimu. Med begunci, ki so se umaknili v tujino, so bili pesniki, pisatelji. Danes vemo, da je na desetine besednih ustvarjalcev sproti opisovalo svoj eksodus, pa tudi celotno tragedijo, ki jo je povzročila rdeča utopija. Bara pa je spremljala ta eksodus s skicirko v roki. To je ilustracija slovenskega begunstva v Vetrinju, na poteh, v Rečovni, v raznih teh taboriščih begunskih. Njene ilustracije, Črne maše, ki jo vsi poznajo, Kirje Lejsona, no, je cela zgodovina holokausta v Kočevskem rogu. In vsaka stezica povedete v Rim. Toda minajo leta, preden te kakšna steza popelje tudi iz njega. Bara slika, skicira, dela portrete. Dolgi so meseci čakanja na odhod prek morja. Naposled
veliki trenutek, ko srce ob slovesu od Evrope drhti od veselja in hkrati stiska od žalosti. In potem nekega dne, stoječ ob ograji na ladji, zaslišiš torobni glas ladijske sirene. Odhod. Teden, dva, trije tedni plovbe in potem se prikaže Buenos Aires. Dospel si v pristanišče, toda čeprav spet začutiš zemljo pod nogami, se zaveš nečesa, česar ne boš do smrti mogel pozabiti. Dospel si v pristanišče, a nisi dospel v svoj pristan. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. V tistih letih je Buenos Aires imel šele 8 milijonov prebivalcev, Bari je 35 let. Začne se borba za življenje. Postane dekoraterka v neki tovarni za keramiko. Da si zasluži za barve in platno, izdeluje drobne okraske iz usnja, lesa, jih prodaja po trgovinah. Toda počasi se vremena zjasnijo. Šime Pelicarič, mož Meštrovičeve hčerke Marice, sreča se z njim, pokaže mu svoja dela in še isti dan je postavljena v njegovi tovarni za keramiko kot slikarka. Mislim, da človek v resnici ne bi mogel imeti boljšega prijatelja od Bare. Predana svojemu ustvarjanju. Hkrati pa bitje širokega srca, polna usmiljanja do revnih, zapuščenih. Preživlja se zgolj s svojim delom, živi preprosto, hkrati pa, kjer le more, pomaga svojim indijancem. Bara je imela dobro srce. To so dobro vedeli otroci iz okolice in so jo stalno obiskovali. Bara je poslala iz Buenos Airesa zanje vreče posušenega kruha. Nekaterim otrokom je bila tudi botra. Vsakič, ko je šla v Bariloche, je sabo odnesla cel pok starih oblek, denarja jim ni dala, ker ga ni imela, ne? Ampak stare obleke, potem je pa ona zanje tudi sešila, naprimer, iz starih cuni sešila odeje za indijance in jim je potem to dajala. Tako da so jo poznali predvsej okoli, da rada daje posebno revni. Bara je tako za Slovence, kakor za domačine ali pa druge evropske priseljence paradoks. Kuha si sama, sama si kroji obleke in kakor iz niča, iz kosa lesa, iz kamna, kepe gline, zna ustvariti majhno umetnino. In tako vidiš, ko te povabi na čaj, da so tudi skodelice njeno delo, da so podstavki pod čašami kosi nekdanje vrečevine. Zdaj, kdaj drzno, pa vendar nadvse okusno okrašeni z izvirnimi motivi. Bara izvedela, da jaz tudi hodim na Antarktiko in na Antarktiki jaz sem prišel do stika s tenim polži, to so okameneli polži iz dobe krede, približno 60 milijonov let stari in Baro je zelo zanimalo vse, kar je bilo
nekaj posebnega ali nekaj, kar je bilo izven navadnosti. Parantala sva za kamne iz Antarktike in tudi za okamenele štorže iz Patagonije. Kar je mene silno presenetilo od Bare, je njena ustvarjalnost. Karkoli je videla, je imela občut umetnosti in na cesti videla drat, ki ga je povozil kakšen kamion ali so šli čez avtomobili in v njej je videla ona eno figuro, je videla eno osebo ali enega indijanca ali kakšno formo. Hodajući, ono što niko drugi nije vidio, to je ona vidjela. I onda je skupljala Medtem ko je hodila, je videla stvari, ki jih nihče drug ne bi niti opazil. za kamen. Imela je prav posebno strast do kamenja, občutek za različne oblike in barve. To drugi čovjek ne bi uopće bio primijetil. Med tisoči kamenčki je vedno našla pravega. Ko ste išli s njom u šumu, Tudi na sprehodu po gozdu je vedno opazila veje z redkimi, fantastičnimi oblikami, ki jih drugi nismo niti opazili. rijetku formu, ona ju je vidjela. Bara razstavlja sprva vsako leto na osrednji ulici Buenos Airesa, na Kaže Florida. Tam so galerije Willenstein, Whitcomb, Van Riel, v katerih gostujejo vsak mesec umetniki iz raznih koncev sveta. V poznih 50. letih in zgodnih 60. letih je Bara pridno razstavljala tudi za argentinski svet. Uspešno je razstavila v 3 zelo znanih galerijah. Te galerije so bile na mednarodni ravni in kritike so bile zelo, zelo pozitivne. Če je pred leti mogla v intervjuju reči, naši ljudje me ne razumejo in je torej razstavljala po tujih galerijah na Kaže Florida, na najbolj šik ulici tega velemesta, v galerijah, rezerviranih v glavnem za gostujoče umetnike, kmalu razstavlja tudi v slovenski hiši. V središču slovenskega delovanja v Buenos Airesu, kdaj drugič tudi na jugu v Bariločah. Uživala velik ugled tudi med argentinskimi umetniki, ki jih je v Bariločah veliko. In to je ostalo. Bara je razstavljala tudi v Tjulkari. V Tilkari je imela še drugo srečo, da se je spoznala z nekim Pereira, ki je bil pa upravnik muzeja. In ona je preko tega muzeja potem spoznala marsikaj, tudi prebrala, videla in se je bolj poglobila v indijansko dušo. Ker indijanska duša je popolnoma drugačna kot pa neka evropska duša. Imajo druge vrednote, drugo mišljenje, popolnoma drugače. Bara Remek la conocí hace muchos años en este Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, cuando me la presentó. Baro Remek sem spoznal pred mnogimi leti, ko mi jo je predstavil upravnik muzeja Felix Leonardo Pereira, na katerega je njeno slikarstvo naredilo močan vtis. Kot je običajno pri vseh umetnikih, je bila tudi pri njej močno poudarjena senzibilnost. Veliko je hodila po Tilkari in Pukari. Raziskovala in proučevala je našo prvobitno kulturo in tradicijo in je tako s posebno senzibilnostjo in razumevanjem prodrla do samega bistva in do njenih korenin. Na kamenčke ali na drobne kosti je risala obraze in jih nizala v ogrlice, ki jih je prodajala turistom.
Od časa do časa nariše, naslika tudi kaj po naročilu. Okrasi kakšno cerkev, verne duše padlih v revoluciji v cerkvi na Ramon Falconu. Kajti, tako kot zaradi njenega slikarskega talenta, sem jo spoštovala tudi kot velikega človeka. Res, da se v tistem času tudi sama ukvarja s keramiko, sama jo tudi peče in krasi, in da najne razstav keramiko v centru Buenos Airesa pokaže tako izvirne kreacije, da ob njih obiskovalci tega narodno pomešanega milijonskega Babilona ostrmijo. Vendar je zdaj čas, da v njenih rokah zaživi predvsem spet Čopič. Pot jo nekoč zapelje daleč gor na sever Argentine, 2000 kilometrov iz Buenos Airesa. Nekoč drugič dol na jug pod Ande, v Bariloche, in odslej jo vsako leto in to vse do smrti vabi in prevzema ta divja, še naravna pokrajina s primarnimi, preprostimi ljudmi, prvotnimi naseljenci. Ona ni imela interesa za Buenos Aires, ona ni imela interes za Argentino kot belo deželo, ne? Ampak ona je hotela videti avtohtonega človeka. Odslej govori z njenih ris Pinol, svet okoli Tilkare, Purmamarke, Humawake na severu Argentine, prav tako pa tudi oni, skrit za mundenimi Bariločami na jugu dežele. Bara odkrije nov svet. Vem, da je poznala nekaj Indijancev, ki niso znali špansko, tako da je morala imeti tolmače, da se je z njimi zmenila. Ona je potem preko tistih Indijancev v Bariločah zvedela za druge, ki so bili daleče dan, 2 dni, in je ona odšla z njim, namreč z konjem, ker drugače ni poti. Je morala konjem jahati, da je prišla k neko napol vas, kjer so potem imeli kakšno tako veliko svečanost, ne vem točno kakšne so imeli, ampak kjer so peli, pili in plesali, ne? In ona je potem tisto slikala.
Slovenski andisti naletijo nekoč na poti proti vrhovom pogorja Katedral na velikansko visečo skalo. Pod njo si kmalu zgradijo bivak, pod skalco, Bahola Piedrita, zaklonišče, ki bo odslej ne le stotinam Slovencem, ampak tisočim gornikom, domačinom služilo za počitek. In bara poslika notranje stene, tako, kakor bi ga okrasili morda res ne le ljudje iz prapočetnog sveta, vendar pa kot bi ga prvotni indijanci. Bara je tukaj prišla prvič leta 1951, ko smo mi ustanovili tukaj planinsko društvo. In ona je potem skoraj vsako leto, praktično vsako leto prišla poleti v Bariločah, tukaj slikala. Sam se spomnim samo enega izleta zelo plezalnega na Torre Principal de López, in sicer se še spomnim, da je bilo to zato, ker je njena sestra Lada leto prej tudi bila na Torre Principal de López. In bara je hotela, ker je bila znana v svoji družini kot najboljša planinka, to tudi narediti. Bara po značaju je bila zelo samostojna, ni prenesla nobenega ukaza ali pa na sveta tudi težko. Drugače je bila pač športninja in ko je bila mlada, je pri ulicah bila voditeljica za dijakinje. Drugače je pa po hribih veliko hodila. Eden mojih prvih spominov sploh je ravno spomin na Baro. To je bilo še pred vojsko, zadnje leto, ko smo bili na počitnicah v Kranjski Gori in jaz sem bil star 3-4 leta in smo šli čakati Baro in Lado, ki sta šli plezati na Prisank. Še dobro se spomnim, da smo čakali v noč in se potem odmevali gor s Prisanka, ko so se vračali. Leto za letom preživlja Bara četrtino leta 3 mesece na severu Argentine. Eno četrtino pa na jugu, a vedno med svojimi črnookimi prijatelji, med njimi, ki jo zaradi njenih izrazito svetlomodrih oči začnejo imenovati La Pintora de Ojos Azules, slikarka sinih oči. Toda tu so tudi njeni mrtvi meseci, ko je pol leta ostajala v Buenos Airesu. Ves čas pa ustvarjala sredi slovenske skupnosti. Ilustracije za Svobodno Slovenijo ali za njene zbornike, revije Meddobje, ilustracije Belantičevih poezij, predvsem pa grafika za Tineta Debeljaka. Bara je veliko delala z mojim očetom. Pač sta bila svaka, ampak sta zelo dobro se ujela. Bara je ilustrirala vrsto očetovih knjig, tako doma pred vojsko, med vojsko in tudi tukaj. Tako da sta delala skupaj en tandem, ki je bil dolgo časa zelo pozitivno usmerjen. Bara umetnica, do zadnje žile, kdaj z naravnost drzno motivi, ko opremi stopnišče. Ko smo gradili slovensko cirkus in sem jo povabil, da sodeluje pri obdelavi spominske stene in tabernakla, potem tudi v holu, tiste figure, lesene, tam sem precejzno sodeloval. In sicer zanimivo je bilo to ravno pri tabernaklu, nekako je ona vključila v likovno obdelovanje vrat tabernakla, za katero sem ji dal popolno svobodo, da je napravila podlago, zlato, barvano, na njo pa rože, leseno izrezane rože, ki jih je izdelal Jure Bomberger po njenem naročilu, ampak v sredo teh rož je ona postavila
kamne, indijanske kamne, ki jih je našla tam v tistih starih naseljih. Nekoči prijatelji preskrbijo velik svetov atelje skoraj za leto dni. Barine slike v tem okolju zaživijo, kakor da bi zagorele v živih barvah. Katedral. Ob sončnem zatonu, ob 10. zvečer. Kdor ni videl tega prizora, bi rekel, da je podoba fantastična, neresnična. Pa ni. 3 leta je čakala, da je ujela na platno ta trenutek. Sliko končam, pravi. Zdaj sem izpraznjena in mislim, da ne bom nikdar več prijela za čopič. Toda ne minejo tedni, ko spet stoji pred napetim platnom. Občutljiva, da je? Ja, je občutljiva. Hkrati pa je družabna, odprta, širokogrudna. Le pri pogledu na svoje slikarsko delo, na svoj slog, je nepremična. Njen stil postaja vedno bolj oseben, ločiš ga med 100 domačimi ali katerimi koli tujimi slikarji. Ona se je tako navzela indijanskega mišljenja, da je potem tudi risala marsikakšno sliko, kot ravno vidite tele zadaj. Te slike niso indijanske, ker so njene, ampak bi bile na način indijanski, ki imajo vse, koriščejo živali, ljudje, praktično vsaka stvar ima nekaj živega v sebi. In ona je potem to delala in jo je tako prevzela, da je na koncu že skoraj na vsakem kamnu videla, v ta kamen je pa indijanec zarisal to in to. Bara je zelo poznala in je bila zelo globoka poznavalka te prekolumbijske umetnosti in to je zelo vplivalo in to je bilo ravno odkritje, njena pot, in v kateri je ona živela in se ni hotela tudi odstraniti od tega. To se tudi vidi v vseh različnih dobah njenega slikarstva tukaj v Argentini. Poleti je hodila na jug, tam je študirala Mapuče, Araucance, posebno njihove tekstilne izdelke, gravirala tudi petje, govorice, to pomeni poglabljanje tudi etnološko in tudi arheološko, ker je tudi ona tudi precej raziskavala, tudi kopala, pogledala. Posebno keramika in tekstilne izdelke. Bara je zame res kot slikarka nekaj izrazito posebnega, ker druži pač ta argentinski južnjaški svet in naš slovenski svet. Dolga leta poučuje na umetniški šoli, ki jo organizira likovni odsek slovenske kulturne akcije. Skupaj z umetnostnim zgodovinarjem Marjanom Maroltom, skiparjem Francetom Ahčinom in slikarjem Milanom Volovškom skozi leta poučuje skupino že v tujini rojenih mladih slovenskih umetnikov. Začela se je tam v letu 1958, ko sem imel 18 let in sem se prijavil
na razpis umetniške šole. V tisto šolo smo hodili približno 5 let. No, oni so nas učili to, kar se normalno uči v umetniških akademijah. Z vsega začetka je nam naredila močan vtis. Že prvič, ko smo prišli skupaj, da se predstavimo, kdo smo in da začnemo delati, smo naredili neke vrste poizkus, oziroma kaj kdo že zna narediti. In smo risali, ne? Pride ona zraven pa pravi, pa kaj, ne veste več kaj delati. Mi je vse enostavno postrgala in pravi, zdaj pa začnite na novo. In tisti portret je danes najboljši iz mojih portretov iz umetniške šole. Jaz sem precej debatiral, zno sem hotel, da mi ona razloži, zakaj je kaj narobe, in to je za njo precejšno delo bilo. Se spomnim enkrat ena slika, sem ravno jo vprašal, kako bi jaz popravil, ne, rekla, kar okolo obrnite pa znova začnite, ker to se ne da popraviti. To pomeni, kaj je v njej pomenilo oko, estetika sama na sebi, brez racionalnih razlag. Neutrudna je, vedno živahna. Minevajo leta, obraz ji postaja res vedno bolj izrazit, toda njene oči ostajajo široko odprte oči, mlade v svet zroče deklice. In tudi njena hoja je, in to vse do konca življenja, hoja 20-letnice. Nekoč po noči sredi temne ulice jo napade mlad moški. Ona ga samo mirno povabi v kavarno. 3 ure sva se pogovarjala. Naposled je nenadoma zajokal in me samo prosil, naj mu ne zamerim. Drugo jutro ga je po spominu narisala. Indijanci, kožac, ta trudna rasa. Ženske hodijo po cestah, navadno z otrokom na hrbtu, se upirajo turistom, ki jih fotografirajo, kdaj celo mečejo kamne vanje. Pravijo, da jim s tem, ko jih ujamejo na film, ukradajo tudi njihovo dušo. Črnovki kožas, ohitos de karbon, očke črne ko premog. Vedo, da bara razstavlja slike, imajo jo radi. In imajo radi tudi ljudi, o katerih vedo, da so bari blizu. Ko nekoč neki njen rojak preživlja cele tedne tam gori na severu, mu ti kožas po svoji že bolestni nezaupljivosti znani ljudje prav zaradi bare odpro svoje srce. Spozna pa mož tudi to, da ti ljudje, čeprav po tolikih letih, ne vedo za barino ime. Ona je zanje samo slikarka sinih oči. In možakar, ki je slučajno tudi on sinih oči, jih ne more prepričati, da ni su hermano, njen brat. Ko smo bili pred leti v Melbournu, smo za gospodično prav kupili razne barve, ker je bilo najbolj všeč tako darilo. Ko smo ji to izročili, je bila tako zadovoljna in je rekla, ja, vse to bom pa imela, dokler bom živa. 2 leta potem pridemo zopet v Bariloče, potem je pa rekla, veste, zdaj mi grejo pa že barve k koncu. In še mogoče isti mesec ali mesec več je pa umrla. Imela je fantastično življenjsko filozofijo. Vedno sem se bala, kaj se bo zgodilo, če bo potrebovala za zdravniško pomoč socialno zavarovanje. Svojo tipično gesto me je zavrnila. Ne boj se zame, umrla bom stoje. Prosila pa me je, da poskrbim, da bo pokopana v Bariločah in da ji postavim na grob preprost, lesen križ z njenim ljubljenim kamenjem. I da mi se samo stavi jedan najobični drveni križ i moje ljubljeno kamenje. In tako teče barino življenje.
vse do tistega dne. Bariloče. Piše se leto 1991. Hodila je po avenidi Mitre, glavni bariloški ulici, polni trgovin, obstala pred izložbo z nogavicami. Bilo je poletje. Kako je kaj bara? Jo nagovori naš rojak, ki je tudi sam preživljal poletje na jugu. Ne vem, nekaj z menoj ni prav. Prvič v življenju me zebe, hudo zebe, v noge. Gledam nogavice. Bilo je poletje, kar toplo poletje. Odšla je domov, v Skopčevo hišo. Legla. Nekoč, ko je imela 2 leti, je hudo zbolela, že umirala, kakor so ji starši pravili. Toda takrat usoda ni hotela. Ni bil njen čas. Zdaj v tujini se ji je čas iztekel. Tam gori na samotnem pokopališču še prav posebno stalno veje veter, prihajajoč od Andov. Drevesa in grmi so dan in noč v gibanju, toda tam, komaj meter pod zemljo, je mir. Tam počiva ona. Daleč od svoje Slovenije, daleč od svojega belega starega mesta pod gradom. Tisto samotno noč so težke veke zavedno pokrile njene sinje oči. Kar so pa te oči nekoč gledale, videle, prenesle na bela platna ali kos papirja ali zarezale v les, pa je ostalo. Kar izvolite. Kaj bi človek povedal Bari Remec o njej kot slikarki, kot o človeku? Kakšno zgodbo, kako sem jo srečal zadnji dan, pred njo umrla, kako sem jo spoznaval v Rimu kot begunko. Mislim, da bi bilo treba najbolj pametno govoriti nekako o 2 stvarih, ne kot slikarki, moderni slikarki. In ravno zadnjikrat sem razmišljal, tako kot zadnje čase literarni zgodovinarji imajo nekako revizijo zgodovine literarne zadnjih 50 let, bo prej ali slej moralo priti tudi do revizije v zgodovini likovne umetnosti, da se bo pokazalo, kdo je bil Bara, kdo je bila, kakšno je bilo slikarstvo recimo pred 50 leti, slovensko slikarstvo v svetu. Kot človek,
mislim, da je najboljše, če bi čisto tako preprosto, ko sem mi govoril na grobu, mislim, da sem na nek način povedal bistvene njene stvari, ko sem rekel, ko se poslavljamo od svobodnega umetnika, ki se nikdar ni vezal na nobeno slikarsko šolo in tudi ne na tematiko, je ustvaril bolj zase kot za druge, svobodni izbiri tehnike in vsega. In takrat sem dejal, to, da ko se zdaj poslavljamo od vas, draga Bara, se poslavljamo kot od svobodnega človeka. Radi ste imeli ljudi, svoje in tuje, bili zlasti malim, ponižanim in razžaljenim blizu, preprostim prvotnim prebivalcem te dežele, od Ljankini nad gor pa do Tilkare na severu Argentine. Tam vas ne bodo pozabili, ko so vas imenovali La Pintora de Ojos Azules, slikarka svetlo-modrih oči. Ste ljubili gore, slovensko besedo, toda predvsem ste ljubili svobodo. Zase ste jo zahtevali, a tudi vsakomur dajali. Kak zgled ne samo polpreteklih, ampak tudi še današnjih, kdaj tihih tiranijah. Bila je res velika slikarka, velik človek.